Lep dober dan v imenu Mestne knjižnice Ljubljana, Slovanske knjižnice, na današnjem oziroma letošnjem drugem pogovornem večeru iz cikla Literatura v mestu, na katerem bomo govorili o diplomatu, politiku, gospodarstveniku, pa tudi pesniku, pisatelju, prevajalcu, seveda pa najbolj legendarnemu županu mesta Ljubljane, Ivanu Hribarju. Prav na današnji dan, pred 80 leti, ga je kar številna množica na ljubljanskih Žalah spremila na njegovo zadnjo pot. No, letos pa obeležujemo tudi 170-letnico njegovega rojstva, tako da je več kot primerno, da začnemo pogovor o njem. In na začetku sem izbrala nekaj vrstic iz njegovih spominov in bi jih kar prebrala. Bilanca mojega življenja. Poizkusil bom odgovoriti na to vprašanje. Pa ne zato, da bi hotel morebiti ocenjevati vrednote svojega truda in dela ter jih v primeri z dolžnostmi, ki jih je nalagalo življenje, postavljati med aktiva. Bog tega varuj. Saj se neznatno bitje, ki imam svoj postanek zahvaliti večnim zakonom neprestano snujočega stvarstva, le predobro zavedam, da v gigantskem vsemirju niti toliko ne pomenim, kot drobcen prašek v mogočnem vrtincu z življenjsko silo preko neizmerne pranjave hrumečega viharja. Zato danes, ko imam 80 življenjskih let že za sabo, mi je lahko s polno zavestjo ugotavljam, da mi je bilo z doživetkom enega samega krogoteka matere Zemlje okoli Sonca obilno poplačano vse, kar sem v teku življenja storil, in bogato odmerjeno, kar sem neprijetnega in hudega prestal. Torej danes nam bosta življenje in delo Ivana Hribarja predstavili gospa Irena Žmuc in gospa Mojca Ferle iz Mestnega muzeja Ljubljana. Obema en lep pozdrav. Pozdravljeni. Zdaj, kolikor se vam bojo ob našem pogovoru porodila kakšna vprašanja, jih lahko zapišete v ta naš chat oziroma v pogovor in bomo na nje odgovorili na koncu. No, preden pa se posvetimo Ivanu Hribarju, bi na kratko obe gosti še predstavila. Torej, dr. Irena Žmuc je v Mestnem muzeju Ljubljana redno zaposlena že vse od leta 1980. Je muzejska svetnica in doktorica zgodovinskih znanosti, dela na Kustodiadu za zgodovino novega veka. Njena zadnja razstava, pri kateri je sodelovala, je knjiga Znanje, razum, in je bila takrat tudi urednica istoimenske monografije. No, v 90-ih letih pa je sodelovala pri razstavi Homo sum, Ivan Hribar in njegova Ljubljana, in takrat je imela možnost sodelovati tudi z dr. Zlato Hribar. Za katalog razstave je pripravila tudi njene spomine. Zaslužna pa je za pridobitev dediščine Ivana Hribarja, in to je več kot 700 predmetov. Gospa Mojca Ferle pa je etnologinja in sociologinja kulture, je muzejska svetnica in tudi več kot 30 letja že zaposlena v Mestnem muzeju Ljubljana kot kustosinja za urbano etnologijo in skrbnica tekstilne zbirke. Kot avtorica, soavtorica in strokovna sodelavka je sodelovala v razstavnih projektih Jedilnica, Srce doma in družine, to je bila razstava o družini Sovan. Za pomladno kuro priporočam Planika čaj, to je bilo o družini lekarnarja Leja Bahovca. Čipka, enim drobiž, drugim prestiž. No, v zadnjem času pa je bila urednica muzejskih publikacij Emona, Mesto v imperiju, Zgodovina Ljubljane, od kolišč do zelene prestolnice, pa Stari vzorci, nove čipke in pa knjiga Znanje, razum, od protestantizma do razsvetljenstva. Tako, zdaj bi pa kar začeli s vprašanji.
Torej, gospa Irena Žmuc, Ivan Hribar velja, kot smo že povedali, za legendarnega župana Ljubljane. Na čelu mesta je bil kar 14 let, poskrbel je za popotresno obnovo, za mnoge izboljšave in novosti. No in na to mesto je vstopil še relativno mlad, predvsem pa brez neke formalne visoke izobrazbe. Kako mu je to uspelo in kakšen pravzaprav je bil Ivan Hribar kot župan, politik, gospodarstvenik? Ja, za Ivana Hribarja so rekli, da se ne ponaša z diplomami o znanju, pač pa znanjem samim. Res je to, njegova formalna izobrazba se je zaključila v 5. razredu gimnazije, delal je 6. razred gimnazije, pa je moral zaradi političnih dogodkov pravzaprav tudi ta razred zapustiti in se je potem zaposlil. Skušal je sicer nadaljevati šolanje v Mariboru, zaprosil je za sodelovanje pri Slovenskem narodu, da bi pisal, tudi kaj zaslužil. Anton Tomšič, tedanji urednik Slovenskega naroda, pa ni imel prostora zanjega, zato ga je priporočil Janu Ladislavu Černiju. Černi je bil direktor Banke Slavije za slovenske dežele in zaposlil je Hribarja. Kasneje se Hribar spominja, da je bila to edina protekcija, ki jo je doživel v življenju. Kasneje si je pač vso svojo, bom rekla, življenjsko pot zgradil sam. Torej, začne delati leta 1869 v Banki Slaviji kot pomožni asistent in potrebno je reči, da zelo zgodaj se je izkazal za izredno spretnega in prepoznavnega in neutrudnega delavca, čeprav je sam po noči tudi študiral filozofijo, bral je, bom rekla, svetovne klasike tedanje. Ampak glede na to, da je bil tako zelo uspešen, mu njegovi nadrejeni niso dopuščali možnosti, da bi študiral in tako se je res za nekaj let povsem takrat odpovedal, da bo nadaljeval to formalno izobraževanje. Bil je res izjemen podjetnik. On si je ravno s tem svojim delom pridobil kar precejšnje premoženje. Danes to resnično težko verjamemo, ampak recimo leta 1871 Hribar še zasluži, to sam piše v svojih spominih, 30 goldinarjev mesečno, kasneje pa približno konec leta 1872 pa že 1000 goldinarjev. To se pravi, njegovo delo je bilo tako učinkovito, da so ga nadrejeni prepoznali in tudi nagradili. In ravno s tem svojim premoženjem je lahko postal tudi politik. Imel je pač ta denar, da je lahko pravzaprav se tudi politično udejstvoval in prav ta njegov politični kredo, da bo z gospodarsko neodvisnostjo, da bomo Slovenci dosegli tudi politično neodvisnost, je pravzaprav izkazal kar svojim znanjem na tem podjetniškem delu. Zelo zgodaj, leta 1882, se je udejstvoval tudi kot mestni svetnik, takrat prvič stopi v mestni svet, torej Ljubljane, in ostane tam kar celih 28 let, vse do leta 1910. In tudi tukaj je bil, bom rekla, neutruden, predvsem se je zavzemal za modernizacijo mesta. Največje njegove dejanje v obdobju ko prevzame mesto župana Ljubljane, pa je bilo njegovo zavzemanje za zgraditev mestnega vodovoda. Pravzaprav je imel nasprotnike v samem odboru, ki naj bi organizirali, postavili ta vodovod, ampak on je bil res neuklonljiv in neutruden in je pač do tega prišlo in v svojih spominih se spominja, kako je na njegova vrata enkrat potrkala starejša ženska in se mu je prišla zahvaliti, da so v mestu zgradili ta
ta vodovod in sam pravi, da mu je ta pohvala pomenila dosti več kot častno priznanje oziroma častno meščanstvo mesta Ljubljane, ki ga je pridobil prav za izgradnjo vodovoda. Mejnik v življenju Ivana Hribarja je bil potres 14. aprila 1895, ko Ljubljano zvečer prizadene ta potres. Tudi danes je bil en manjši potres, sem slišala, in Hribar postane neutruden. Skrbi za Ljubljančane, za mesto, enostavno skuša premostiti vse, tudi politične ovire, nagovarja vsakogar, da bi pomagal Ljubljančanom in mestu, in takrat pravijo, Hribar dela vse in za vse. Namreč mnogi politiki so takrat zapustili, predvsem iz strahu, mesto, Hribar pa se je trudil organizirati, da je življenje v mesto teklo naprej. Pravzaprav je bil zato takoj naslednje leto nagrajen, imenovan in potrjen je bil za ljubljanskega župana in na tem mestu ostal vse do leta 1910. Župan Hribar je imel vizijo, namreč sam je bil zaljubljen v Prago in iz Ljubljane je skušal narediti novo ali pa recimo eno od slovanskih prestolnic. Zlato Prago je skušal prenesti v Belo Ljubljano, in sicer z izjemnim sodelovanjem mestnega sveta, svojih načelnikov, hkrati jih vabi na potovanja, na študijska potovanja recimo v Nemčijo, v Francijo, da so si ogledali te urbanizacijo mesta in tako naprej in marsikaj prenesli potem tudi na tla Ljubljane. Eden prvih projektov pa je bil priprava prvega urbanističnega načrta Ljubljane. To je zaupal že uveljavljenemu arhitektu Maxu Fabijaniju, čeprav ga je nekoliko popravil in dopolnil prav za Ljubljano načelnik stavbnega urada inženir Jan Dufe. Potem lahko rečemo, zdaj bi lahko naštevala vse, kar je Hribar naredil za Ljubljano, recimo kot župan je poslovenil delovanje mestne uprave, potem je uredil uradovanje mestnih uradnikov, tudi ob tem obstaja legenda, namreč zakoličil je čas uradovanja od 8. ure do 14. ure popoldne in zjutraj naj bi sam obhodil vsa uradniška mesta in če koga od uradnikov še ni bilo na njegovem delovnem mestu, mu je župan pustil vizitko, češ zamudil si, župan je bil prej na delovnem mestu kot ti. Če se lahko v današnjem pogovoru usmerimo nekoliko bolj v njegovo kulturno delovanje, potem lahko rečem, da je ustanovil prvo zbirko bodočega mestnega muzeja, ki ga je pravzaprav ustanavljal, pa se je ustanovil šele potem leta 1935 in ga je videl predvsem kot slovenski muzej. Ustanovil je zgodovinski arhiv Ljubljane, Narodno galerijo. Po samem potresu je povsem prenovil Ljubljano, zato mu je dal tudi priznanje Ivan Tavčar, češ da je iz Ljubljane Dolge vasi napravil sodobno mesto. Združil je dele Ljubljane, recimo Resljevo ulico povezal, bom rekla, s tem starejšim središčem mesta, s tem jubilejnim mostom Franca Jožefa, železniško postajo, potem nove stavbe na Miklošičevi, uredil je sodniški trg pred sodniško palačo. Hkrati pa je bil, lahko bi naštevala še tržnica, kanalizacija, postavil je prve slovenske javne spomenike, ampak bil je resnično hiperaktiven. Med vsem tem naštetim delom pa je bil še novinar, urednik časopisov, politik, prevajalec, pesnik in pisatelj. Tako da sam
resnično je bil neutruden, tudi bom rekla, ne samo za Ljubljano, deloval je na celem področju Slovenije, kajti njegov politični moto, za katerim je trdno stal celo svoje politično življenje, je bilo zavzemanje za zedinjeno Slovenijo in za povezovanje z slovanskimi narodi. Ustanavljal je banke, recimo Mestno hranilnico ljubljansko, zavarovalnice tudi na Balkanu in drugje v slovanskem svetu. Strastno se je boril za ustanovitev Slovenske univerze in zato je bil nagrajen februarja 1941, ko so mu na univerzi podelili častni doktorat. Zavzemal se je za ustanovitev Slovenske akademije znanosti, za slovensko gledališče in druge narodne inštitucije. Tako da je resnično Hribar ni samo ljubljanski župan, Hribar je pravzaprav slovenski politik, gospodarstvenik in kulturni delavec. No, k tem določenim področjem njegovega delovanja se bomo kasneje še vrnili. Sedaj sem vas pa nameravala povprašati, gospa Mojca Ferle, v maju pripravljate odprtje njegove vile Zlatice v Rožni dolini. Bi mogoče malo več povedali o tem projektu, pa mogoče tudi o njegovi hčerki, torej dr. Zlati Hribar. Da bo povsem verodostojno, jaz predlagam, da o samem projektu pove kolegica Irena, ker ga pač vodi, o sami družini pa potem nastopim jaz, če lahko. Velja. Ja, sam projekt traja že nekaj časa, vila se je povsem prenovila, namreč dr. Zlata Hribar je zapustila vilo državi. Država jo je po nekem daljšem času lahko, potem ko je pač prišla v poroko v veljavo, za en zelo majhen denar prodala mestu, mesto pa v upravljanju muzejev in galerije mesta Ljubljane oziroma Mestnemu muzeju Ljubljane. Vila se je povsem prenovila. Od leta 2016 prenovo je vodilo mesto, gospa Nejka Batičeva. Pravzaprav smo skušali samo z najnujnejšimi posegi pravzaprav prenesti to prenovo v sedanje stanje. Zdaj ga skušamo opremiti nekako v leto 1933, recimo, ko Hribar prizida s pomočjo arhitekta Costa Ferrarije prizidek k tej hiši, ki je bila zgrajena leta 1909. Ampak veliko priznanje oziroma tukaj moramo omeniti dr. Zlato Hribar, namreč ona je resnično izjemno vestno čuvala to očetovo dediščino z velikim spoštovanjem in si je res izjemno želela, da bi v tej hiši postavili spomenik njenemu očetu. No, to se bo res zgodilo 9. maja. Mi v hiši postavljamo bunker, ki ga je Hribar zgradil leta 1940, potem knjižnica, izjemna knjižnica z vso izvirno ureditvijo, predstavljamo potem, bom rekla, družinsko sprejemnico, kuhinjo, kopalnico, jedilnico in tako imenovano obilno spalnico. Hkrati pa bomo uredili podstrešje tako, kot je bilo urejeno, kajti vse te predmete smo ohranili, očistili in jih sedaj vračamo v samo vilo. Če pa lahko povem nekaj besed o dr. Zlati Hribar, z njo sem sodelovala, bom rekla, izjemno načitana gospa, videlo se je, da je resnično že od majhnih nog sodelovala z očetom, da tako rečem, tudi pri domačih političnih omizjih. Njeni spomini so izredno zanimivi in na trenutke tudi hudomušni, tudi na očeta. Rodila se je leta 1913 materi Mariji Goričan, kasneje poročeni Hribar in Ivanu Hribarju. V Zagrebu je študirala medicino in se po vrnitvi v Ljubljano zaposlila.
V času druge svetovne vojne je bila zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto konfinirana na jug Italije. Po kapitulaciji Italije 1943 se je prebila v ameriško bazo v Bari. Nato je kot zdravnica delala tudi v glavnem štabu Narodne in osvobodilne vojske Slovenije. Po vojni pa je v Ljubljani specializirala otorinolaringologijo, leta 1962 je postala docentka. Umrla je leta 2000 po nekem res nesrečnem naključju, kot oče je bila izredno vitalna, nato pa se je pač poškodovala pri padcu in to je potem pač šlo naprej v neke določene bolezni in zelo hitro je na žalost umrla. In kot sem omenila, ves čas je skrbela za to očetovo dediščino. Osebne očetove predmete je podarila Mestnemu muzeju, medtem ko je pohištvo in druge predmete po hiši muzej odkupil s pomočjo državnega zbora pod predsedstvom doktorja Janeza Podobnika in s pomočjo kolega in tudi poslancev v državnem zboru Sama Bevka. Še po tem dogodku smo dobivali dediščino oziroma predmete Ivana Hribarja iz različnih virov, iz družine Goričan, Lili Hribar, potem enkrat celo je gospod Marjan Kadojič licitiral, bom rekla, za nas, za Mestni muzej Ljubljana, ker je doktor Hribarjeva zapustila kliničnemu centru nekaj predmetov, no in 4 predmete je potem gospod Kadojič izlicitiral za zbirko Mestnega muzeja Ljubljana, tako da, tako kot ste rekli, več kot 700 predmetov iz Hribarjeve zbirke zdaj hrani Mestni muzej Ljubljana in lahko rečem, da se večina teh predmetov vrača v Vilo Zlatico. Ja, ste omenili to njegovo družino, torej gospod Hribar je bil 2-krat poročen, prvič z Čehinjo, Emilijo Griga, s katero je imel sina, in potem še enkrat, mogoče bi malo predstavili ta gospa Mojca, njegov verjetno bolj drugi zakon. Prvo družino si je res ustvaril s Čehinjo, to je bila Emilija Griga, rojena je bila v Brnu na Moravskem. Bila je nekoliko starejša od njega. Nekaj podrobnosti iz njenega življenja izvemo iz njene delno ohranjene korespondence. Namreč kultura dopisovanja je bila med meščanstvom na prelomu 19. in 20. stoletje močno razvita. In po naslovih na razglednicah vidimo, da je Emilija oziroma Milica, kot jo je naslavljal Hribar, poletne mesece preživljala v Rogaški Slatini, občasno je poleti bivala tudi v Komarovu, to je v okolici Brna, pa tudi v gradiču Hornek, to je v bližini Gradca na Štajerskem. Hribar ji vedno piše v slovenščini, tudi ljubljanske prijateljice, na primer iz družine Gogola, ji pišejo v slovenščini, veliko korespondence je pa v nemškem jeziku. In kot kaže, poročna fotografija z dokaj razkošno belo poročno obleko in pa to obvladovanje nemške korespondence, potem sklepamo, da je bila pravzaprav meščanskega porekla, tako da je bila poroka z njo na začetku Hribarjeve poklicne kariere kar dobra partija. Kdaj se in zakaj se njun zakon skrha, ne vemo. Iz oktobra 1910 so na primer zadnje razglednice naslovljene pač na njeno ime. V tem prvem zakonu je bil leta 1875 na Dunaju rojen sin Ivan Milan. Doktoriral je iz prava, želel si je kariere v gospodarsko-bančni sferi, vendar je pač bil pravnik in je nato delal kot odvetnik v Ljubljani. Bil je bolj nemško usmerjen, po pripovedovanju naj bi se s Hribarjem ne razumela najbolj. Poročen je bil z Berto Šlegel, to je bila Ljubljančanka, doma s Poljanske ceste.
Pravi, ta njegov zakonski sin je imel hčerko Tatjano, to je bila Hribarjeva vnukinja, Tanjuška, Tanja jo je Hribar klical. Preživljala je tudi z dedom, kot so imenovali Hribarja. Preživljala pač počitnice v Cerkljah, hodila z njegovo družino na izlete, ohranjene so fotografije, ko je bila z njim tudi v Benetkah. Tanja je imela še brata Boruta in pa sestro Bredo. Po pripovedovanju naj bi ta njegov zakonski sin Ivan Milan imel težave z alkoholom in potem leta 1909 tudi tragično konča življenje. Potem je bil leta 1900 v Cerkljah rojen Hribarjev nezakonski otrok Milko. Hribar je z njim imel stike, tudi je ohranjeno nekaj korespondence njune, zanje skrbel in tudi poskrbel za njegovo šolanje. Obiskoval je Trgovsko akademijo v Pragi in je kasneje potoval celo v Južno Ameriko. Milko si je dopisoval tudi z Hribarjevo drugo ženo, Marijo Goričan. Nanj je bila zelo navezana tudi hčerka Zlatica. Bil je od Zlatice nekaj starejši in v neki dopisnici ji obljublja, da ji bo ponovno bral pravljice, ko se spet vidita. In tudi on je hodil na počitnice v Cerklje in Hribar mu kasneje prepusti tudi to vilo in posestvo. Ko so živeli v Pragi, je tudi Milko živel pri njih in ko se vrnejo leta 1921 nazaj v Ljubljano, je tudi nekaj časa še bival v gospodinjstvu Hribarjevih. Potem vemo še za deklico Pavlo, nezakonsko deklico Pavlo, hčerko. Ne vemo kaj dosti o njej. Sprva je celo veljala za nezakonsko hčerko Hribarjevega kočijaža. Vemo še, da je končala učiteljišče v Ljubljani. Potem pa druga družina, kot sem že omenila, ustvari si jo z Marijo Goričan in z njo je imel potem že omenjeno hčerko Zlatico. Marija Goričan je bila kar precej mlajša od njega. Rojena je bila leta 1885 v Višnji vasi pri Celju, kjer je služila prej, preden je prišla v gospodinjstvo Hribarjevih za kuharico, ne vemo natančno. V Ljubljani je bila vsaj od leta 1902 in po pripovedovanju dr. Zlate Hribarjeve naj bi jo Hribar spoznal v družini nekega ljubljanskega advokata. Leta 1908 je že bila kuharica, je bila že v službi kot kuharica pri Hribarju. Je ohranjene nekaj korespondence med njo in njegovim bratom Karlekom, sta si bila zelo zaupna, tako da vemo, da je v iskanju boljše prihodnosti mislila tudi na Ameriko. Vemo, da je nanjo resno računal sovaščan Kožuhov Karlek, da je imela celo ženitno ponudbo, vendar se Marija ne odloči ne za Ameriko, niti za Kožuhovega Karleka in še naprej služi pri Hribarju. Kot vse kaže, tudi tam ni bila povsem zadovoljna. Leta 1909 se celo v nekem pismu pritožuje domačim, da bo službo zapustila. Brat jo nagovarja, naj res odpove in pride k njemu v Trst, kjer bi z lahkoto dobila zelo dobro službo. Potem pa pride leto 10, ko Hribar resno zboli, ko tudi ni bil več potrjen za ljubljanskega župana in očitno se zelo naveže na Marijo in Marija je pri njem ostala. Leta 1911, ko je bil Hribar še bolan, pride pa januarja, bom rekla, senzacionalna novica, prinese jo Slovenec, o tem, kako je pač Hribar potoval svojo kuharico v Trst. Marija je takrat razmišljala, da bi se na to odzvala, vendar ji brat Karel to odsvetuje. Hribar pa tudi ni novice demantiral, ni se na to odzval. Potem pa zboli resno leta 1911 tudi oče Goričan. Marija je za nekaj mesecev vzela dopust pri Hribarju, da se je lahko posvetila negovanju očeta.
in proti koncu leta ji piše Hribar in ji v dolgem pismu razloži, da bi očetu z operacijo lahko podaljšali življenje. Vse to se je on pozanimal pri dr. Srnacu in Schleinerju. Celo ponudi, da pošlje avtomobil po očeta. Vidimo tukaj to njegovo človeško širino, kako je hotel pomagati, vendar domači se pač za to ne odločijo. Da jo Hribar v tem času res pogrešal, vidimo iz njegovega pisma, kjer piše Micika. Čudim se, da mi na moje predvčerajšnje pismo ne odgovarjate. Jaz sem kakor otrok, ki se ne ve, kam dejati. Ni čudo, ker ste mi za vse tako vestno skrbeli vi, ter mi vsako najmanjšo stvar pripravili tja, kamor je bila potreba. Zanašajoč se na to vašo skrb, ostal sem tujec v lastnem stanovanju. Vsaj ne vem, kje iskati kakšno stvar. In potem še v naslednjem pismu piše, da druge ne bo iskal, da je to mogla že spoznati iz njegovega pisma in pravi, čakal bodem in potrpel, bo že kako prešel čas do vašega povratka. Tole recimo pismo, v katerem vse to sporoča s to značilno njegovo pisavo. To povem pač vmes, da je naredil njegovo grafološko podobo tudi dr. Trstenjak in zapiše, da je njegova pisava taka kot pisava postarane aristokratske dame, neke baronice je takrat v tej grafološki podobi zapisal. Torej, Hribar je bil odločen in Marija se res po očetovi smrti vrne k njemu. Potem se leta 1913, leto pred Prvo svetovno vojno, se ima v Pragi rodi hčerka Zlatica. Zakonsko zvezo pa lahko skleneta šele po smrti prve žene, leta 1926. Zdaj, Marija je bila pač, bom rekla, iz nekega nižjega sloja, kot je bil Hribar takrat že, ko je prišla k njemu služiti. In iz fotografij izžareva neka zagrenjenost, tudi neka skrb, še zlasti takrat, kaj jo čaka, ko Hribar odide za jugoslovanskega poslanika v Prago, jo je bilo strah te odgovornosti, kako se bo znašla v tej novi vlogi. Namreč imela je samo 4 razrede osnovne šole, vendar je svojo vlogo več kot odlično opravila. Vemo, da se je naučila stenografije, da se je naučila češko, da je ovladala francosko konverzacijo, da je za silo znala tudi nemško. Ko so živeli v Pragi, to je bilo mesto drugače odprto, tam je lahko živela svobodno. Ko se pa vrnejo v Ljubljano, je to zanjo pomenilo spet vrnitev v neko prezirljivo meščansko okolje. Del ljubljanskega ženstva je v njej videl pač le nekdanjo služkinjo in to je pač skrbelo. Tako da vidimo na fotografijah, je res njen pogled žalosten, utrujenost od življenja, zaman iščemo nasmeh. Pravzaprav ji hvalospev zapoje, zapiše Ivan Hribar sam v uvodu, v drugem delu spominov, ki jih tudi posveti, pa če dovolite, preberem še en odlomek iz tega posvetila. Večna previdnost je odločila. Postala si mi družica življenja in ko mi je vzcvetela prej neznana mi rodbinska sreča, dejal sem si, da je življenje, nad katerim sem bil že obupavati jel, vendarle lepo in vredno truda in naporov, ki nam jih nalaga, saj so neznatni v primeri z mikavnostjo njegovih nalog in srčnim zadovoljstvom, katero nam nudi njihovo izpolnjevanje. Meni je izpolnjevanje teh nalog bilo tem lajše, ker sem imel v tebi družico, ki me je razumela, in pomočnico, ki jih je z mano delila. Povsod si uveljavljala odlične svoje lastnosti, ob domačem ognjišču, ki je postalo pravi altar penatov,
je ljubeznivost tvoja znala ustvarjati ono toplo ozračje, v katerem uspeva redka in zato dragocena cvetka rodbinske sreče. Na visokem mestu, na katero te je bila postavila usoda, znala si z dražestno skromnostjo in prirojeno ti ljubeznivostjo pridobivati spoštovanje vseh. No, in v takem tonu tudi nadaljuje in v samem uvodu objavi tudi likovno upodobitev Marije in hčerke Zlatice, slikarja Vlaha Bukovaca, Hrvata, Dalmatinca, ki jih je naslikal po moje tik preden so odšli v Prago. Ker sicer svoje žene ne omenja z imenom niti koga drugega v svojih spominih, Hribar je to striktno ločeval, ne, to zasebno in javno sfero, to se lepo vidi iz njegovih spominov. Hvala lepa, smo dobili tak dober vpogled v njegovo družino in v oba zakona. Zdaj bi se pa mogoče vrnila na ta literaren del in sicer, kot smo že omenili, Ivan Hribar je poleg tega, da je se zelo zavzemal za rast slovenske kulture, se zanimal za literature tudi zasebno. Poizkusil se je v pesništvu, bil je tudi pisatelj, tudi precej je prevajal iz različnih jezikov, in sicer francoščine, italijanščine, ruščine. Gospa Irena Žmuc, kakšen pesnik oziroma pisatelj je bil, oziroma kaj je ostalo, kaj se lahko še prebere njegovega? Jaz bom rekla, da zapuščini sta dve. Ena zapuščina je v Narodni in univerzitetni knjižnici, nekaj malega pa hranimo tudi mi, pač po tem prevzemu od dr. Zlate Hribar. Moram reči, da me recimo prevzema en droben Hribarjev notes, kjer vidim, da je najverjetneje začel pesnikovati, to je še vse zapisano s svinčnikom, je ena dolga pesnitev, recimo to, kar mlad fant lahko zapiše, recimo z naslovom Ljubezen in pesnik. Tukaj zdaj tega ne bi brala, ampak zanimiv je ta droben notes tudi zato, ker on vadi v tem notesu svoj psevdonim. Njegov psevdonim je bil Janez Trzinski. Tukaj zdaj vadi, jaz ne vem, koliko se bo to videlo na samem ekranu. Ne vem, se to vidi? Mogoče se vidi, ja. Janez Trzinski, tudi Bogomil Trzinski je bil v prvem libretu z naslovom Kralj Matjaž, ampak tukaj je zapisan samo Janez Trzinski. To je eden prvih, po moje, eden prvih pesniških poskusov, še mogoče kot dijak, zelo zgodaj je začel, se mi zdi, ustvarjati. Moram reči, da se mi zdi, da je, oziroma ne, da se mi zdi, to je gotovo, se je sam zapisal, Hribarjev bil slovenski jezik v bistvu eden od gradnikov suverenosti naroda, sam zapiše boj za jezik tudi. To še prav posebno naglašam, je boj za gmotno blaginjo narodovo. In zato se on tudi tako udejstvuje, piše, tudi spodbuja druge, bom rekla, ne samo literarno, on piše že res kot dijak v Ljubljani in nato v Novem mestu, v različne časopise, priobčuje različne članke. Kasneje, ko se uči recimo tudi ruščine, prevaja iz ruščine, kot ste omenili, in to kaže tudi na ta njegov drugi politični kredo, in sicer povezovanja Slovencev z ostalimi slovanskimi narodi. Za tem trdno stoji celo svoje politično življenje. Recimo v rokopisu se nam je ohranila
zgodovinska drama v 5 dejanjih, Dimitrij Ivanovič Donskoj, tako ga imenuje. Mislim, da je signirana v leto 1871, za moto pa si je vzel Prešernove verze Sem dolgo upal in se bal, slovo sem upu strahu dal. To je recimo zelo zanimivo, kako ga spremlja Prešeren ves čas, tudi v svoji hiši je imel različne upodobitve Prešerna. No in to je, ta drama je precej dolga, to je skoraj 190 rokopisnih, drobno pisanih strani. To je pravzaprav sam ustvaril, imamo pa tudi njegove prevode, recimo prevod enega ruskega pisatelja, ki ga je kot podlistek objavljal v časopisu z naslovom Klatež, in sicer iz sibirskih spominov, povest Maksimova, prevel in s pripombami popolnil Ivan Hribar. 12 nadaljevanj je šlo, prvo nadaljevanje manjka, drugi so pač ohranjeni pri nas. Vzpodbujal je tudi druge, prijateljeval je z mnogimi slovenskimi literati. Recimo v Novem mestu se silno spoprijatelji z Janezom Trdino, čeprav je bilo na gimnaziji prepovedano, da bi se dijaki družili z njim. Potem recimo prijateljuje z Josipom Jurčičem, Alojzom Gradnikom, Simonom Gregorčičem, njegovo pesnitev je celo dal v okvir in pod steklo in imel to na steni. Seveda zelo dober prijatelj je bil z Antonom Aškarcem. Aškarca nastavi za mestnega arhivarja, ki končno uredi mestne papirje. In Aškarc mu leta 1900 podari svojo, pač s posvetilom, svojo knjigo poeziji, in ko je leta 1914 Hribar zaprt, torej po začetku Prve svetovne vojne v ljubljanskih zaporih, mu domači, tako si sam zaželi, prinesejo te Aškarčeve poezije, in potem moram reči, da napiše v isto knjigo na ta prvi predlist zelo ganljivo sporočilo Aškarcu, ki pa je seveda že 2 leti mrtev, a ne. Dragi prijatelj Aškarc, teden dni naslajal sem se ob vzvišenih tvojih poezijah. Bile so mi tolažnice v težkih dneh nezasluženega gorja. Da živiš, bil bi se razjokal radi mene, meni pa so usahnile solze. Tako da se ga spominja še po smrti. Potem recimo kakšne slavospeve mu piše Stritar, in sicer na enem, bom rekla, brezovem polenčku je rokopisno zapisana precej dolga verzifikacija, poveličevanja njegovega dela, in če smem na hitro samo nekaj verzov preberem. Je mož, nič neupognega ne zgrudi, oko ne trepetamo v uri hudi, ne straši sama ga peklenska sila. Te poti, ki se njemu vidi prava, naravnost, neupognen moško hodi. Z nje v stran ne izvabi ga izkušnjava, v dejanju vsem ga rodoljubje vodi, srce je blago, bistra mu je glava, tak mož si Hribar ti, pozdravljen bodi. Tako zaključi. Sodeloval in dopisoval si je z Miškom Krancem, zelo je cenil ravnatelja obrtne šole v Ljubljani, Ivana Šubica, sodeloval je z Jožetom Plečnikom, Fabjanijem, Costa Perarjo, Richardom Jakopičem, da ne rečem, da ko je ustanavljal te ljubljanske umotvore, to se pravi to ljubljansko umetniško zbirko, je seveda s tem pomagal tudi preživeti recimo Ivanu Groharju, spoštoval je Gangla, Zajca, Berneker postavi spomenik Trubarju in tako naprej. Tako da mislim, da je resnično gradil temelje slovenske književnosti, tudi sam, pa hkrati s povezovanjem z vsemi takratnimi slovenskimi literati. No, na predlog Antona Aškarca, torej njegovega prijatelja, je tudi potrdil ustanovitev magistratne knjižnice, takrat predhodnice naše slovanske knjižnice, tako da nekaj gradiva imamo tudi v naši zbirki. Recimo lahko
si je ogledati njegovo prvo pesniško zbirko Brstje. Mislim, da jo imam tukaj, knjižica. Drobna, torej njegovi prvi pesniški poskusi. Potem prevajal, kot sem že prej rekla, je tudi nekaj iz francoščine, tukaj so basni Le Fontaina, ali pa mogoče precej tudi Puškina. Upam, da se vidi na kameri. Vse, kino. Drugače je pa še v konfinaciji, mislim, da okrog leta 1916 začel pisati tudi zgodovinski roman, in sicer gospod Izidor Fučec. Fučec, ja. Ja, res je. Predvsem zato, da bi ohranil trezno glavo, se je lotil tega pisanja. Rokopis je ohranjen v NUK-u. V bistvu gre za najdaljše slovensko literarno delo. V rokopisu je obsega, se mi zdi, če se prav spominjam, 4290 strani. Zdaj so ga že pretipkali v ta standard, ne vem, Times New Roman s 12 fontov, razmak 1,5 in pride 890 strani, tipkanih strani. Mislim, da se obeta kritična izdaja tega dela. Upamo, v muzeju upamo, v letu, dveh naj bi se to zgodilo. Tako da, torej, sam roman je ohranjen v NUK-u in upamo, da bo čim prej izšel. Mislim, da imate tudi pripravljen odlomek iz tega romana. Ja, zbrala sem kratek odlomek, zaradi tega, ker je v bistvu ta roman, zgodovinski roman, gospod Izidor Fučec, pravzaprav precej ljubljanski roman, se je dogajalni prostor tukaj v Ljubljani, mogoče samo za ilustracijo tedanjega časa. Torej, gospod Izidor Fučec se odloči poročiti, kar sproži velik halo med ljubljanskim meščanstvom. Poleg razburjenja med mladimi, možitve željnim ženskim svetom, povzročila je, kakor smo dejali, nenadna poroka gospoda Izidorja Fučca veliko govorenja sploh. To pa med ženskami in moškimi. Klepetave so ženske povsod, ne vem, če kje, tako kot v Ljubljani. Mlade in stare. Prve imajo pri drugih tudi izvrstno šolo. Pod Tivolijem, pod Rožnikom, na Rožniku. Ondi se zbirajo zrele, postarane in stare. Vsaka ima rada kako mlado deklico poleg sebe. Če nima hčerke, vzame sabo sorodnico ali pa si izposodi znano rodbini spremljevalko. In to vam jih ugibajo, da se Bogu smili. Glavno je seveda v upravljanju. Vse osebe njihovega znanstva pridejo na vrsto. Zlasti planejo po človeku, ki pride mimo. Še celo osebe ožjega njihovega poznanstva niso izvzete. Tak mimodošlec, kot da je padel v levji brlog, oberejo ga do belih kosti. Po povedanemu je jasno, da se je v teh družbah nekaj dni govorilo le o bogatem gospodu Izidorju Fučcu, potem, ko se je prikazala na ulici njegova soproga, seveda tudi o njej. A tudi moški svet ni molčal. Kaj radi očitamo klepetavost ženskam? Postavljamo se z njimi v oporečje, češ, da se sam te slabosti nimam. Za pravilo to razglašamo. Prav po krivici. Res, nekateri moški so izjeme. Oni niso klepetavi. A teh izjem je malo. Pač pa je mnogo moških, ki v klepetavosti ženske celo prekašajo. In ti so se lotili z vso vnemo gospoda Izidorja Fučca. Bilo je ugiban, namigovan, obdolžitev in kaj še vse vem vsega. Najhuje začelo je v gostilnici v Brlogu. Torej en kratek odlomek o ženski in moški upravljanju. Gospa Mojca Ferleja, vas sem pa nameravala povprašati, če se je mogoče med samimi, ko ste preučevali predmete gospoda Ivana Hribarja, našlo še kaj takega, kar mogoče o njem še ne poznamo. Poleg zapuščine, poleg
pohištva, no, ki ga je že kolegica omenjala, je tudi kar nekaj njegovih osebnih predmetov. Če jih omenim nekaj, recimo očala, pa njegov kadilski pribor, pivski vrček z njegovimi inicialkami, sprehajalna palica, telovnik, frak, cilinder, pa jedilni pribor z inicialami. Pa mogoče lahko omenim tudi majhen okvirček za fotografije iz pozlačene kovine. Njegova zgodba je povezana z njihovo dolgoletno služkinjo oziroma gospodinjsko pomočnico, Mico Jerala. Sprva je imel ta okvir s podobo cesarja Franca Jožefa hribar na svoji pisalni mizi. Potem pristane med odsluženimi predmeti, kjer ga najde mala zlatica in si ga zaželi. To se je dogajalo v času že po razglasitvi države SHS leta 1918 in tedaj je odločno nastopila Mica Jerala, ki je dejala, da cesarsko-kraljevih simbolov v njihovi hiši pač ne bo več in je v okvir vstavila fotografijo Ivana Hribarja. In pod to podobo je še vedno bila ohranjena cesarjeva podoba. Ko smo mi okvirček dobili v muzej, so restavratorji odprli okvir in je bila res še vedno cesarjeva podoba pod Hribarjevo fotografijo. To kaže tudi na to, kaže na odločnost in status, ki ga je imela Mica pač v hiši Hribarjevih. Namreč ona ni bila navadna služkinja, je bila že nekoliko starejša. Jaz domnevam, da je ostala pri njih, dokler je lahko, da so pač poskrbeli zanjo. Vem, da je recimo ta okvirček, ki je imela doktor Zlata, postavljen na omari pred Prešernovim kipom. Zdaj Hribar Mico omenja kot staro, zvesto in skrbno, kot odločno in nepopustljivo narodno zavedno žensko jo omenjala tudi doktor Zlata Hribarjeva. Če povem še zgodbico, ko je bil Hribar zaprt, kot je že kolegica omenila, je v zaporu recimo pogrešal svojega lovskega psa in ko je to izvedela Mica Jerala, je seveda pripeljala psa v pravosodno palačo in skoraj povzročila škandal, samo da ga je lahko pač Hribar videl. Ko potem družina odide v konfinacijo v Abtenau, je tudi bdela nad njihovim premoženjem in jim sporočala ljubljanske novice. Tako da Hribar v svojih spominih tudi objavi njeno majhno fotografijo in ob povratku iz konfinacije, ko lahko končno pridejo v Ljubljano, jim Mica za zajtrk recimo slovesno pogrne mizo. To je bilo ravno v času velikonočnih praznikov, jo okrasi z zelenjem in slovenskimi trakovi in Zlatici podari lepo slovensko butarico. Toliko recimo bi jaz povedala, okrog tega malega okvirčka in Mice Jerala. No, zdaj, ker se že počasi bližamo koncu, ponavadi naše goste oziroma gostje vprašamo o kakšnih bralnih namigih, vas pa mogoče lahko poprašamo za kakšen drugačen namig, obisk muzeja. Ja, jaz vabim pravzaprav vse, ki so danes z nami, pa seveda tisti tudi, ki bodo o tem slišali, 9. maja na dan zmage odpiramo Vilo Zlatico, kjer bo muzej Ivana Hribarja. Bom rekla, da določeni ambienti so povsem Hribarjevi, določene ambiente smo sestavili, ker nekatero pohištvo, ki ga je imela doktor Hribarjeva, kar smo videli še, ko smo jo obiskovali, je pravzaprav bilo v skladiščih oziroma je bilo toliko prenovljeno, da danes
določene spalnice ne moremo več sestaviti, ker so jo iz postelj naredili neko tako mizno omaro, tako da skušali pa se bomo približati duhu časa, recimo tam okrog leta 1933 oziroma od leta 1921 do nekako druge svetovne vojne. Tako da vljudno vabljeni. Moram sicer reči, da bo glede na to, da bomo skušali recimo njegovo pisalno mizo opremiti tako, kot da je Hribar ravnokar vstal iza mize z njegovim pisalnim priborom, naočniki oziroma tem ščipalnikom, pismi, dopisno mapo recimo. Vse to bomo sprejemali manjše število obiskovalcev naenkrat, podobno tako kot je v hiši Plečnik. Miza bo pogrnjena, kot si je vedno želel Hribar, in sicer je prtvezen v barvah slovenske trobojnice. To so mu izdelali po naročilu, prav tako bo porcelan z obrobo slovenske trobojnice, tudi to je posebej naročil za svoje omizje, tako da predstavljamo to njegovo jedilnico, kot da je pogrnjena za slovesen sprejem, slovesen družinski sprejem 6 oseb, recimo v sami vili. Prekrasno belo spalnico, ki je dekliška spalnica, ki je kopija spalnice z gradu Strmol. Za Hribarja jo je naredil mizar Gabriel Zupan. Lahko pa rečem, da so jo restaurirali njegovi potomci, Jože in Matevž Zupan. Tega smo bili, tega sodelovanja zelo veseli in mislim, da bo kaj videti, no? Slike, to, kar je Hribar imel. Je pa res, da bomo delno zato, da lahko opremimo ambiente, sicer v manjši meri, tudi iz naše zbirke, iz drugih zbirk jemali določene predmete, da lahko predstavimo te ambiente. Ampak to bomo pač tudi našim obiskovalcem pošteno povedali, kaj je Hribarjevo in kaj je iz zbirke Mestnega muzeja Ljubljana. Super, najlepša hvala. Torej, že na začetku smo povedali, da je danes, ravno pred 80 leti, potekal pogreb Ivana Hribarja. Našli so ga pa 2 dni prej, torej 18. aprila, storil samomor, in o tej njegovi smrti je pravzaprav že nastala skorajda urbana legenda, da naj bi se zavil v jugoslovansko zastavo. Je to res? Ne, to je hčerka zanikala, o tem sva se veliko pogovarjali. Ta legenda drži, ne, ko Zlatica je bila ravno takrat v bolnišnici, mama jo je obiskala kot vsak dan. 18. aprila je Hribar napisal 2 poslovilni pismi, bil je sam doma, odšel je iz vile Zlatice, srečal ga je recimo sosed in ga vprašal, kam pa odhajate, in je rekel, novim oblastnikom se grem pokloniti. Takrat je bila Ljubljana že okupirana, oblast so prevzele italijanske okupacijske sile. Hribar je bil izredno razočaran na tem. Torej, Slovenija je bila razkosana, Jugoslavija je bila razkosana, jugoslovanska armada je pravzaprav kapitulirala v nekaj dneh in vse tisto, za kar se je on celo svoje življenje boril, je propadlo. Odločil se je za samomor. Tudi to je zelo vprašljivo, če se je prej ustrelil. Namreč sama Zlatica se spominja, da, kajti Hribar je bil strasten lovec, da so imeli doma lovsko puško in revolver, in ob začetku 2. svetovne vojne so morali vsi orožje oddati. Hribar je takoj odločil, da se odda lovska puška, revolver so pa nekaj časa še imeli, nato pa Hribar reče, oddajte še revolver. Tako da ni povsem jasno, kaj se je zgodilo. Res pa je, da je na bregu Ljubljanice pustil klobuk, sprehajalno palico in površnik, in v površniku Prešernove verze, ki jih je zapisal tudi v tem poslovilnem pismu,
tega nam je tudi dr. Zlatica, torej obe pismi nam je dr. Zlatica podarila, kajti zanjo je bilo to pravzaprav neprecenljiva očetova dediščina. Poslovi se od slovenskega naroda s Prešernovimi verziji. In zanimivo, ob tej razstavi konec 90-ih let smo imeli tudi okroglo mizo o tem samomoru, pravzaprav o tem dejanju. In profesor Malčinski to dejanje omenja kot bilančni samomor. Enostavno, skoraj 90-leten gospod se odloči, da stori samomor, kajti njegova ideja je pokopana, Slovenija je spet razdeljena, okupatorji so na tleh njegove domovine, zato se odloči za to skrajno dramatično dejanje. No, preden mogoče povabimo še udeležence tega pogovora, če ima kdo kakšno vprašanje, bi za konec samo prebrala del tega pisma poslovilnega, objavljanja tudi v tem vašem katalogu, k razstavi, ki smo jo že prej omenjali, bila je 1997, Homo sum, Ivan Hribar in njegova Ljubljana. Zato se strnem z vesoljstvom, čigar neizrekljivo mali delec sem. Draga moja Micika, vsa hvala ti za tvojo ljubezen in skrb, ki si jo z mano imela, in za potrpežljivo prenašanje mojih slabosti. Ti nad vse, draga mi Zlatica, pa se me spominjaj v svojem mladem življenju kot bitja, katero ni imelo popolnejše ljubezni in zanosa, kot to, da je imelo tako vse ljubezni vredno hčerko. Če te kdaj v vročih poletnih dneh lahen vetrček jame hladiti in božati po mehkih, nedolžnih licih, misli si, da je morebiti ravno v tej sapici lagodno božanje moje z vesoljno svetovno dinamiko spinelne duše. Vsa sreča in ves moj blagoslov bodi zavedno z vama in vsem mojim iskreno ljubljenim narodom. Živelo slovanstvo. 18. aprila 1941. Oče, pokažem. Samo poslovilno pismo, oprostite, je naslovil kot poslovilo in ga dal pod pisalni stroj. In seveda mi še vedno hranimo to ovojnico in očitno, ko je žena Marija prišla domov, je videla to poslovilo in bom rekla tako na hitrico se raztrgala to kuverto, tako da je še danes tako raztrgana in videla se je te zle slutnje, ki jih je imela tudi zjutraj, ko jo je preganjal, naj gre k Zlatici v bolnišnico. Tako, zdaj pa, če ima mogoče kdo od vas kakšno vprašanje, lahko ga zastavi, torej ga zapišete v ta chat, pogovor, lahko se pa tudi oglasite. Lahko pa v tem času mogoče še dokler čakamo, če se bo kdo od udeležencev pogumil, še vprašamo, kakšen je imel odnos Ivan Hribar do katoliške vere oziroma katoliške cerkve. Torej bil je zabrišezen liberalec, ampak kakšen je bil pa ta njegov odnos? Reči moramo, da kljub temu, da je bil Hribar liberalec, da je bil svobodomiselen, demokrat, je vendarle treba reči, da ni nikoli izstopil iz tega krščanskega občestva. V vseh popisih prebivalstva navaja svojo rimokatoliško veroizpoved in že v prej omenjenem posvetilu ženi Mariji v drugem delu spominov on recimo zapiše: Bog bodi vedno s tabo in z najino ljubo Zlatico. Res je, da je bil nasprotnik katoliški stranki, ampak
ta veroizpoved nekako ni igrala posebne vloge. On je ostal, bom rekla, krščanske veroizpovedi in o tem sploh ni bilo debate, tudi lahko je sodeloval z mnogimi duhovniki, kot smo videli recimo Patri, tako da sodeloval je seveda pa s tistimi, ki so bili narodno zavedni. Torej, dobili smo eno vprašanje in sicer mogoče, to je kar zanimivo vprašanje, okrog Prešernovega spomenika so se kresale mnenja. Ja, to je to ljubljansko čistunstvo, ko so Ljubljančani zagledali ta spomenik Ivana Zajca z goloprso muzo. Seveda je bilo to zelo veliko oblikovanja, vsak se je lahko vtaknil v to muzo, ampak mislim, da je bil in ostal je Hribar neomajan, čeprav je bilo resnično že prej veliko vmešavanja v delo Ivana Zajca, ki je bil kipar tega spomenika, ampak bom rekla, zelo nadležne kritike so prihajale iz vrst katoliške strani, ampak resnično je ostajal neomajan in še kasneje zapiše v spomenik, da je bil, kadarkoli je šel mimo tega spomenika, izredno vesel, da je vztrajal in da so ga postavili. Bom rekla, da drugi tak javen spomenik je bil pa spomenik tudi precej delikaten, ampak seveda spomenik Primožu Trubarju. To se pravi, v tej zelo katoliški Ljubljani v tem obdobju postaviti spomenik protestantu, čeprav imamo že od sredine 19. stoletja evangeličansko cerkev v Ljubljani, je bilo precej delikatna zadeva, se mi zdi. No, ampak tudi to je kljub nasprotovanjem, metanju polenov pod noge, sta skupaj izpeljala s kiparjem Bernekarjem in kot vidimo danes je bil nekako postavljen izza središče samega mesta, nekoliko na obrobju, bom rekla, glavnega mestnega središča. No, prišlo je še eno vprašanje in sicer, kako komentirate odnos med Hribarjem in Tavčarjem, glede na to, da sta se poznala že dolgo časa, torej že vse od šolskih klopi pravzaprav, kasneje pa sta postala rahla nasprotnika ravno zaradi odnosa do vere in katoliške stranke? Ja, s Tavčarjem sta se spoznala že v Mengšu, v osnovni šoli, bila sta velika prijatelja. Naj povem, da je Hribar celo pomagal dvoriti bodoči Tavčarjevi ženi, gospe Mariji Košenini, kasneje poročeni Tavčar. Ja, treba je reči, da sta bila vrsto let nekako politična sopotnika. Potem pa se je to začelo krhati. Namreč v izvrstnem leksikonskem članku doktorja Grdine sam piše, Hribar je gojil določeno spoštovanje tudi do političnih nasprotnikov, medtem ko za Tavčarja Grdina zapiše, da je bil vulgaren in zelo surov v svojih napadih, sploh ko postane direktor oziroma ko prevzame slovenski narod, so te napadi zelo hudi na nasprotno politično stran. In res je, da precejšen odlomek nameni Hribar opisu Tavčarja v svojih spominih in že nekako od teh političnih bojev 80-ih let naprej se vidi ta razkol med njima. To, kar pravzaprav Hribar mukoma politično gradi z nasprotno politično katoliško stranjo, Tavčar zelo vehementno razbije. Večja razpoka je bila tudi tik preden so imenovali Hribarja za župana, ko se je s tem mestom spogledoval tudi Ivan Tavčar. Ampak glede na zasluge Hribarja, seveda Tavčar v tistem trenutku ni imel možnosti
Je pa res, da ko Hribarja Franc Jožef še šestič ne potrdi za ljubljanskega župana, čeprav je bil izvoljen, na to Tavčar prevzame župansko mesto in celo Tavčarju pripisuje, da ga obtoži sodelovanja oziroma odgovornosti za protinemške demonstracije v letu 1908, čeprav je bilo evidentno, da je te demonstracije skušal Hribar kot župan preprečiti. Tako da se je te razpoke so se samo poglabljale in na koncu je Tavčar pravzaprav ocenjen z Hribarjeve strani, ki na začetku zapiše, da ga je imel rad kot brata, ocenjen v tem njunem odnosu zelo negativno. Skušam najti v njegovih spominih, kako se je na koncu vseeno spravil, sta se spravila, da ga je tik pred smrtjo tudi obiskal, torej Hribar Tavčarja. Ja. Ampak Hribar je bil velik gospod in diplomat, to je treba reči in to mu je pač treba priznati, ne, da tudi recimo sprava s njegovim resnično velikim nasprotnikom Šukletom je končno potem sklenil neko vrste premirje, no? Ko sta se oba odločila, da se ne bosta več napadala. Celo na sodišču se je moralo to zgoditi, tako da je imel vrsto nasprotnikov, ampak imel je pa tudi recimo prav iz te sfere, katoliške sfere, so ga spoštovali in sicer recimo dr. Ignacij Žitnik, ki je bil tudi sam znan kot skromen in zelo delaven človek, je o Hribarju zapisal, da je dosleden, neupogljiv, nikogar se ne ustraši in v tem oziru ga spoštujem, ako ravno sva si politična nasprotnika. In jaz mislim, da so to velika dejanja, ne? Mož, da priznajo drugemu neko držo in očitno jo je Hribar imel. Še eno vprašanje je, kaj pa je s Hribarjevo hišo v Cerkljah? Prej ste omenili že, da jo je zapustil sinu. Kaj se dogaja? Hribarjevo hišo je zapustil, v Cerkljah je zapustil nezakonskemu sinu Milku. Tam nekje leta 36-37, ko Hribar zgradi počitniško vilo na Bledu. To je bila vila Sončnica. Zdaj, vem, da je bila, kaj potem ta sin z hišo naredi, pravzaprav ne vem. Vem, da je bila v lasti, mislim, da Gorenjske banke, Irena, a prav? Ja, mislim, prodana je bila Gorenjski banki in vrsto let. Bila je razglašena za kulturni spomenik. Zdaj pa ne vem, a je še zmeraj v lasti banki ali se je kaj drugega. Mislim, da ne, da je tudi banka že prodala. Ja, mi smo jo še skupaj z Zlatico, sva bili enkrat v tej banki, smo se pogovarjali, zato da smo si ogledali notranjost, ampak mislim, da je zdaj tudi Gorenjska banka to, ker je imela pač prostore, upravne prostore v tej vili, jo je prodala. Mislim, da jo sin oziroma njegova mati, da jo prodata. Hkrati pa prodata tudi celotno posestvo, zato ker k vili je sodilo veliko posestvo, namreč Hribar je menil, da je slovenska zemlja zelo primerna za vzrejo oziroma za sajenje sadja in je imel tako v Ljubljani kot v Cerkljah posajenih veliko sadnih dreves. In tudi v Ljubljani je imel izjemno velik vrt, preden so potem kasneje del prodali. Tako na tem mestu, mogoče, če ni kakšnih novih vprašanj, zaenkrat bi lahko tudi zaključili. Še ena je prišla, se je okoli vile Zlatice uredil tudi vrt? Uredil se je samo tisti del vrta, ki še danes pripada vili, kajti kasneje so dele vrta delno prodali, delno nacionalizirali, nekako od te struge potočka, ki je tekel v bistvu nekako po tem vrtu, je zdaj meja sosednjo hišo
Tako da mi seveda ne moramo urediti vrta tako, kot bi si ga želeli, bomo pa razstavili, imamo več kot 100 porcelanskih znamenj za različna sadna drevesa, ki jih je Hribar imel tako v Ljubljani kot v Cerkljah. To so take keramične, izvrstne, tako lepe ploščice, tako da bomo skušali vsaj s tem pokazati, kaj vse je na vrtu gojil. Na žalost je res ohranjena samo vrtna uta. Najlepša hvala. Jaz bi vas še enkrat povabila na ogled Vile Zlatice, pa tudi v Mestni muzej. Saj veste, tisto oglaševanje, kdor je v dvomu, ne gre v muzej. Hvala. Obenem pa vas tudi seveda vabim v našo knjižnico, če ste v dvomu ali pa če ne. Vrata so odprta. Obema gostjama, torej gospe Mojci in gospe Ireni, se zelo zahvaljujem za ta prijeten pogovor in seveda tudi vsem vam, ki ste bili ves čas z nami. Tako da en lep in prijeten večer vam želim. Nasvidenje. Lahko noč. Lahko noč. Hvala.